Torej, Aleksandra, najprej bi te prosil res, da malo predstaviš, kakšne so možnosti za študenta na Mariborski univerzi, da se odpravi na študij tudi v tujino. Torej, v sklopu mednarodnega oddelka na študentski organizaciji Univerze v Mariboru nekako lahko predstavimo več programov in sicer, ne vem, najbolj znan je ta Erasmus plus program, potem seveda tudi Cepus, Leonardo da Vinci program, še veliko je teh ostalih programov, ampak tudi na nek način lahko študentje gredo v tujino preko praks, ki jih potem opravljajo tam na izbranih destinacij. Prav tako sodelujemo nekako z temi mednarodnimi društvi, preko katerih se lahko študenti odpravijo v tujino, kot so IJ, BEST, ISEC, EGEA, ELSA in tako dalje. Vse to lahko nekako zasledijo na internetu, ti podatki so tako na fakulteti kot na naših spletnih straneh in tako dalje. Kaj pa mogoče še kakšne druge možnosti za v tujino, ki niso stvar izmenjave? Ja, vsekakor študentje lahko vedno gredo tudi redno študirati v tujino. V tem primeru so pač določeni postopki, ravno tako kot pri izmenjavah, vendar pač na drugačen način. Večkrat so tudi organizirane kakšne konference, ki trajajo, ne vem, 2 tedna ali pa teden dni. Tudi na tak način lahko gredo na razna formalna oziroma neformalna izobraževanja. Tudi na jezikovne tečaje v tujino, na tak način tudi lahko potem pač gredo tja. V oddelku za mednarodno sodelovanje pa pripravljate tudi študentski mednarodni informacijski center, spletno stran. Kaj pa lahko študentje najdejo tam? Ja, tako je. V bistvu na kratko gre za Šmic. Smo že nekako naredili neko promocijo v preteklosti, vendar bo to še potekalo. Na našem Šmicu, torej na študentskem mednarodnem informacijskem centru, se nahajajo pač novice, kako lahko študentje gredo v tujino, vse informacije najdejo tam. Prav tako je tam zemljevid, kjer lahko nekako kliknejo mesto in se jim pokažejo možne fakultete, kam lahko gredo študirati, pokaže se jim razdalja. Ko bojo pobrskali, bodo našli še marsikaj. Predvsem bi pa izpostavila forum, ki je najbolj pomemben, namreč zato, ker oddelek za mednarodno sodelovanje podaja informacije, vedno obvešča študente o novih projektih, o novih možnostih obiska tujine, vendar pa je nekako forum ena izmed tistih lastnosti, kjer lahko skupaj sooblikujemo neko mnenje, neke informacije, neke podatke, kjer lahko tudi pač študentje povedo komentarje, svoje izkušnje, pozitivne, negativne stvari strani pač te izmenjave. Je iz tvojega vidika verjetno takšna izkušnja odhoda v tujino dokaj pomembna, mogoče tudi za študenta? Ja, vsekakor se mi zdi pomembno, da bi vsaj mogoče za kak semester odšli nekam, se udeležili mogoče vsaj ene mednarodne konference, prebili mogoče vsaj teden dni v tujini, ker vseeno nam to da nek večji pogled na študijsko življenje v tujini, na možnosti, ki jih lahko kot študenti izkoristimo v študentskem času, ki jih potem pač na žalost ne bo, in pa vsekakor večja razgledanost vsega tega nekako projekta. Super, najlepša hvala. Hvala vam. Torej ja, na SN ŠOM pa tudi skrbite za študente, ki prihajajo študirati v Slovenijo, natančneje v Maribor. Kako mogoče naredite, da se počutijo bolj domači tu? Res je, v sklopu oddelka za mednarodno sodelovanje na študentski organizaciji deluje ena izmed 2 sekcij v Mariboru, SN ŠOM. In v sodelovanju z drugo sekcijo v Mariboru pripravljamo različne projekte, ki so od kulturne, zabavne pa do izobraževalne narave. V času Welcome Weeksa, se pravi sprejemnih 2 tednov v začetku študijskega leta, pripravimo sprejemno zabavo, nato sledi jezikovni tečaj, na katerega se za nizko ceno lahko prijavijo tuji študentje, da jih še bliže spoznamo za slovensko kulturo, jih peljemo še na različne izlete po Sloveniji. Pripravljamo tudi kulturne večere v SNG-u, v Mariboru in tako na ta način lahko spoznajo našo državo in kulturo. Kako pa mogoče vključite v vso to dogajanje tudi domače študente? Domači študenti so dobrodošli na vseh odprtih dogodkih. Seveda najboljši način, da jih združimo, so seveda zabave. Tukaj se vsi radi udeležijo. Žal pa na določene stvari, kjer je omejeno število udeležencev, lahko peljemo samo naše študente.
Sicer pa imajo vsi naši študenti možnost preko BADI sistema, da spoznajo in pomagajo tudi prispevati neki svoj trud k svojim študentom, ki pridejo v Maribor. Hvala. Ja, kako pa recimo v SNM Maribor spodbujate domače študente, da se odločijo za odhod v tujino? V SNM Maribor imamo posebno skupino Outgoing, ki je zadolžena za promocijo Erasmus sistema po fakultetah. Ko je recimo ta predstavitev, na vsaki fakulteti je nek študent z te fakultete, ki je že imel izkušnjo, Erasmus izkušnjo in pove iz lastne roke, iz prve roke, kako mu je bilo fajn, kako pač ni imel problema, pa to, da pač ni, da grejo čez tisto, da ni to noben strah, da je to izkušnja, na katero moraš iti. Potem pa še imamo, ker se vedno znova pojavlja kup vprašanj glede Erasmusa, imamo tudi na Facebooku Facebook skupino Dr. Erasmus Plus, kjer se lahko vsak pridruži in vpraša, ne vem, tudi najbolj neumno vprašanje in dobi odgovor. Tudi lahko z prve roke, kako je bilo, ne vem, na Tenerifih in bo pač ziher nekdo v tej skupini, ko je že bil tam in bo dal vse informacije, kako je bilo tam, na kaj treba gledati in tudi to je bilo to. Super, najlepša hvala.